Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Z mano je gostja Teja Jugovic in kot ponavadi bom pustila, da se kar sama malo predstavim, povej kaj o sebi. Hvala lepa. Prvič sem slišala za tale naslov Seks v pisarni, tako da... Da se predstavim. Ja, v bistvu, jaz zase vedno rečem, da sem v prvi vrsti mama, potem pa sledi vse ostalo kot hčerka, sestra, prijateljica, ženska, poslovno, mislim, kar uspešna, no? Še vedno skromna, zelo direktna, brez dlake na jeziku. Tako da želela bi si, da mi ljudje dajo neko priložnost, da me spoznajo, da si sami ustvarijo sliko in se nam zdaj tukaj glih nekaj prodajala, je pa res, da to, kar vidite, to dobite. Pač, to je res, to lahko jaz potrdim. Hvala. Pa zelo si prijetna. Hvala enako. Hvala. Vi smo že dobro začeli. Ja. Malo se treba pohvaliti, pa zlaufa. To je dobra samopodoba. No, tako. In samozavest. Zdaj ti si danes da bo tudi malo šli čez, kako si sploh začela z nami sodelovati. Mene takrat v bistvu sploh še ni bilo v firmi, tako da to bo tudi za me ena fina zgodba danes. Tako da mogoče mi kar malo poveš, kako je prišlo do sodelovanja sploh. V bistvu je luštna zgodba zaradi tega, ker je v bistvu Jani, moj mož, meni kupil igračko Lelo, Sona Kruz. Tako, vijončno je bila. Mislim, da je bila, ja, ta dobra že. Ta dobra, se poleg je bilo malo more, se so vse dobre, ampak ta je bila pač res tista igračka, ki je še zdaj, po tolikih letih, jo imam pač med favoriti. In jaz sem to igračko imela v spalnici gor na polički. In vedno, ko sem se karkoli snemala, pa to so pač ljudje, dobesedno mi screenshote delali, pa obkrožali to zadevo, pa me sprašvali, kaj to je. In potem sem se začela malo hecati, da to je pa pač masažer za moj vrat, ker imam pač take vozličke, a ne za vozlane, in sem dala jasno vedeti vsem odraslim na Instagramu, kaj to je, ampak za tiste, ki so malo mlajši, sem zapeljala zgodbo, da je za masažo vratu. In potem mislim, da ko sem to povedala, da Jani meni to kupil in da se dobi prves, se je tega zelo veliko prodalo in potem smo se mi nekako v bistvu svetu užitka povezali. Mislim, da so mi oni pisali. In smo se potem dobili na sestanku in takrat je bilo v bistvu to kot neko, se mi zdi še tak eksperiment mal za ljudi, kako bojo zdaj to sprejela. Ne? Tudi oni so takrat bolj začenjali, ljudje so imeli zelo percepcijo, da zdaj kaj, to je pa tabu, ne? Pa seks, pa samo zadovoljevanje, pa vse te stvari. In smo takrat zelo orali ledino. Tako da meni je bil to zelo velik izziv in se v bistvu iz ene take nedolžne igračke, ki nudi zelo dober užitek, še zdaj, in zelo hiter, če nimate časa. Je res, kar je res. Se je potem sprovedalo eno tako lepo zgodbo, ko smo v bistvu tudi skupaj čaje snemali, pa smo nekako izobraževali, pa smo malo širili obzorja, pa odpirali oči, pa ni bilo samo ti si, ko pa ti delaš, ti si pa mama, otrok, pa kako lahko kaj tazga delaš, in smo potem v bistvu debato sledili, se nekako razvili. In se je to sodelovanje samo tako stopnjevalo. No, sej, lih to me je zanimalo, pač kaj je bila tebi tle motivacija za to sodelovanje, ne verjetno lih samo izobraževanje. Igračke. Sam da imam igračke. Hecam se. Meni je pa v vsaki zadevi motivacija, ko lahko jaz nekomu nekaj predam. Ali je to širina, ali je to dodatno znanje, tudi sama sebi. V bistvu tako jaz rastem in se učim in tudi jaz sem se tukaj enih novih stvari naučila od spolnosti, od vsega tega. Pa nisem zavrta daleč od tega, ampak sem ugotovila, da ko sem se pogovarjala z določenimi tukaj, da sem kar tako ful velikrat sem imela faco, tako na začetku, ko je rekla seks, sem rekla, Ne, vedno, ko sem kaj tega zvedela, sem bila ono, zanimivo. Ampak vedno mi je bila motivacija nekako odpirati tabu teme, pa jih nekako razbijati, pa nekako dajati širino ljudem, no, glede vsake stvari, ne samo glede tega, glede igračk, ampak pri vsaki stvari mi je tako, da hočem dati nekaj več, da raziskujem tako zase, kakor za njih. In tukaj je bilo to sodelovanje baziralo predvsem na temo, igračke so bile postransko, ko so bile tudi super fajn, se nisem nikoli pritoževala. Ampak v bistvu je bilo pa to, da smo seks in samozadovoljevanje približali ljudem, tudi mladim, ker zelo veliko mladih se je oglasilo, ki je rekel, jaz pa z mojo mamico ne morem tako odkrito govoriti, lahko te povem, in so se počutile, na primer, punce slabo, ker to počnejo, ne? In meni je bilo to pač grozen, da nekomu daš nek slab občutek glede tega, da ima rad svoje telo. Tako da v bistvu bolj kaj ne je to, no, to je bila motivacija. Pa je to en tak velik
plus zate, v bistvu. Mislim, tako pozitivno gledaš na to, vse vidiš v tem in tako, ne? Ja. Kaj bil pa mogoče največji izziv pri temu, kakšni negativni komentarji mogoče? A te to sploh kaj, a te to prizadane? Ja, ti moraš vedeti, oziroma vsi morajo vedeti, jaz nisem več sama. Jaz, ko sem bila sama, ko nisem imela otrok, iz vidika tega, ne, sem si veliko več prvošla, kakor recimo si prvošam zdaj, glede na to, da sta že oba dva v šoli, pa tudi ta je že starejša, ne, in je treba biti pozoren, ko nekaj predstaviš, pokažeš, a ne, sem se zelo velikokrat tudi malo fnala, pa sem vzela kakšno nago lutko, pa sem potem tam prikazovala, ali pa sem si dala, pač zelo velikokrat je bila ta meja lahko prekoračena iz moje strani, čeprav je bilo vse v bistvu smeh, hec ali pa izobraževanje, kakorkoli tako, ampak ljudje pač tega niso tako dojemali, ne. In absolutno so to največji izzivi, s tem se soočati, kako bojo v bistvu potem tvojim otrokom, kako bojo mene dojemali in bojo potem pač vplivali na moje otroke, ne. To je pač tisto najhujše. Tako da iz tega vidika sem se malo umirila, bom rekla, sem se malo umaknila. Še vedno se mi pa zdi tudi tako pomemben, da tudi če sem mama, tudi če sem hčerka, vse te vloge ženske, ki jih imam, da ravno zaradi tega to počnem. Ker če ne bom jaz, kdo bo? Mislim, kot jaz, metafora, ker pač sem v vseh teh vlogah, ne. In s tem ni pač nič narobe, ne vidim s tem nič spornega. Sam problem je na drugi strani, ker se ljudje ne pogovarjajo. Če bi se na drugi strani ljudje pogovarjali, da bi, naprimer, ne vem, a ne, velikokrat sem dobila očitek, pa kaj delaš, pa to otroci gledajo, ne. To je bil največji očitek. In moj odgovor je bil vedno zakaj ima tvoj otrok Instagram pri 10 letih. Pač to je bila moja prva skrb. Pač zakaj ima Instagram, da sploh lahko to gleda, oziroma če že ga ima, pa če že gleda, zakaj ga gleda brez tvojega nadzora. Ker tukaj je bil ta problem, ki sem ga jaz videla, ne? Bolj ko ne v tem, da se pogovarjajo starši s svojimi otroki, da jim razložijo, lej, tukaj se pa ena teta zmešana mal heca, a veš, ampak to je pa to, pa to, pa to. Pač moja dva sta zelo tako, tudi veste, kaj je menstruacija, kako jo dobimo, kdaj jo dobimo, kako pač, ne, se imata oči pa imam rada, pač določene stvari sva jim povedala in ne skrivava pred njimi teh stvari. Pol vključuješ spolno vzgojo, pač ja. Letom primerno, a ne, če so vprašanja. Ampak če so vprašanja, ni tisto, da se skrijamo kot pa čebelice, veš, letijo tam, pa štorkla prenese podajenčko vrže, ja ne. Pač ima lepo probam razložiti, pogledamo kakšen film skupaj tudi, tako kot si rekla, letom primerno, no, tako da ja. Absolutno se mi zdi ta del veliko bolj problematičen, kakor to, da se nekoga obsoja, dajte raje to razložiti, pa imeti neko širino. Razložiti pa ja, tako kot si rekla, zakaj ima otrok pri teh letih dostop sploh oziroma dostop brez nadzora in tudi so veliko hujše stvari gor, kakor pa to, ko nekdo razlaga. Tako je. In v bistvu izobražuje na tak način. Pač se s takimi komentarji sem se tudi že srečala, sicer ne direktno. Jaz ampak tle vidim na naše vsebine, nekakšni komentarji so, ne pa so čisto izven konteksta, tako da ja, pač so. Vse komentarji so povsod. Ampak je pa najlepše nekaj, ker ko sem začela, je bila naprimer primer gospa Polona iz ne vem kje in je napisala, da kako se jaz obnašam, da tista ženska, ki ima partnerja, ki ima moža, ne bi smela imeti igračk, pa tega, da to je pa le to, pač to je bilo mnenje. In potem smo mi začeli debatirati in potem se je ta Polona meni po 2 letih javila, pa je rekla, oprosti, imam pa zdaj igračko, pa je tudi spolnost med mojim možem in mano boljša in tudi jaz sem bolj zadovoljna. In v bistvu, že to, kar nekomu, samo enemu spremeniš pogled, ali karkoli je menuno. Ja. Bravo. V pozitivno, ja. A ne? Pa ne, da bi ga hotla, sam dejte mogoče, saj ne rabite, ampak sam dejte malo širše razmišljati. Malo širine, pa malo probati kaj novega. Ne, se ljudje moramo ostati radovedni, da dobimo novo znanje, a ne pač brez tega ni. No, jaz sem pa ful radovedna, evo, vidiš. Tudi jaz. In tudi moja hčerka je in tega ne zaviram, tako da. Bravo. Ja, ostati moramo radovedni. A se ti zdi, da se je kaj spremenil od takrat, ko si ti začela s tem, pač odziv javnosti, kakor pa zdaj recimo? Definitivno. Meni se zdi definitivno. Meni, naprimer, zdaj, takrat, ko sem jaz začela, se pravim, sem bila nekako med prvimi. In sem dobila ves ta zgražanje in to. Si pokasirala? Sem pokasirala, ja. Ampak lej, se kasiram že skozi, pa mi je to neke vrste izziv. Saj, če mi ne bi bil, ne bi tega delala. Ampak zdaj, recimo, vidim tudi zelo veliko novih sodelovanj, naprimer punce, ki so mlajše od mene, potem tudi gospe, ki so starejše od mene. In mi je tako super to videti. Pač veliko več je tudi podjetij, ki se s tem oglašujejo, kakorkoli. Tako da se mi zdi, da smo kar zorali zadevo. Da zdaj, če bi zdaj prišla, ne bi bilo tako čuden.
Ne bi bilo. Po mojem, da ne. Ljudje so že malo navajeni, pa tudi recimo dosti je tega, da se trudimo na več različnih področji prodreti, to se ima tako slišati, ne vem, tako ga se rekla, več Penetrirati. Penetrirati, ja. To je zelo primeren izraz, ja. Ampak tako si rekla tudi s podjetji, ne, pa imaš pol recimo tudi, ne vem, mamice, pa imaš potem te keglove vaje, pa za medenično dno, ne, pa šlo to imamo vse tle, ne, in je res Vi imate ogromno ene vsebine in to je tista zadeva, ki sem jaz hotela nekako tudi skozi naše sodelovanje pokazati. Da to ni samo se velikokrat sem se hecala, pa sem kazala igračke take, ki sem jih sem gledala, kaj bi z njimi delala, ampak po drugi strani imate pa toliko izobraževalnih vsebin, pa glede moških, pa glede žensk, pa glede več. Naprimer, jaz sem gledala, ko ste imeli enkrat ene goste, kaj je bilo že, kaj je imela Lucija, nek podcast, v parih, ali kaj, menjavanja, ne vem kaj, se njavilo, odprte veze, ne vem kaj je bilo. Odprta zveza je bila video, jaz sem imela kot intervju, ja, en par je bil. Ja, nekaj je bilo in meni je bilo to tisto, ko sem jaz tako, nekaj sem kva, veš moje, ne, je bilo tako, sem bila jaz izem, kva, kako pa otroke, pa to, pa sem pa gledala, pa sem poslušala, pa sem na koncu še vedno, kva, jaz ne bi mogla, ampak sem pogledala, sem poslušala, sem probala nekako razumeti določene stvari in glih to je to, ko smo si ljudje toliko različni, toliko enih različnih področij, toliko enih različnih vsebin, da sam probaš imeti to malo, ne rabiš. Ja. Vse to je, ne, da lažje razumeš kakšne stvari in potem, ne bi rekla, da lažje živiš, ampak v smislu, če neko stvar razumeš, še ne pomeni, da jo boš ti izvajal, ampak si tako, ok, temu pa paše to zato, ker pač Ja, pač razumem. Ok, malo si pomirjen, ko dobiš neko znanje, pa neke argumente, zakaj so ti stvari tako, kot so. Tako da ja. Kaj pa Jani, tvoj mož, kako se je pa njemu zdelo to vse skupaj? On je name kar navajen. Ja. On je name kar navajen. On se mal, ne smem reči grde besede, on se mal kriga. Ja. Ali lahko rečem grde besedo? Ne, po mojem, ne. Glavno. Mal pizdolira moram, ne moram, ampak ja, vsake toliko časa malo pizdaka. In potem naredi pač, kar jaz ga prosim, da naredi. Zelo velikokrat je bil prisoten pri kakšnih teh komičnih videih, komične video vsebine, ko smo pa v bistvu se tudi toliko norca delala, recimo, iz sebe in iz njega, da bi me lahko po moj, ne vem, komod nekam poslal pa rekel, ti si me. Ampak na koncu vidi tudi on, da v bistvu ne želim nikomor nič slabega ali vsiljevati ali karkoli tazga in da v bistvu res se trudim prikazati na čim bolj tak sproščen, zanimiv način in pač sodeluje. Po drugi strani, kar je pa tisti prišel zraven, je pa tudi njemu zelo fajn. Se ne pritožuje. Nič mu ne manjka. Ne, nič mu ne manjka. Kaj pa to, kar si rekla, recimo, mama in hčerka, kaj pa starši, ali pa širša družina, ali pa prijateljce. Mislim, mene ful zanima, kako doživljajo pač to. A veš, da se nikoli nisem pogovarjala. Ja? A veš, ali pa sem se, pa sem kar po mojem, ker jaz moraš vedeti, da jaz sem zelo tako, moj oče je zelo načelen, tradicionalen, tako zelo, tudi recimo moja zgodba, celotna zgodba z gostilno in z vsem tem zadevam, ko sem pač bila noter, pa sem Janija tam spoznala, čeprav sem imela vezo zunija, to je njega zelo, zelo prizadel, pač ker me je vzgajal v določenem načinu kakorkoli, ampak se mi zdi, da je tudi v bistvu, ne da je v obupu, ampak vidi, da mi ne more nekako pride do živega. Sprejel je tudi on mene. Se mi zdi, da starejša, kot sem jaz lažje njega sprejemam in on mene. In v bistvu najhujše je bilo to, najhujše je vedno to, ko sem na primer jaz kaj delala, pa je potem kakšen screenshot, kakšna medijska hiša naredila, a ne glih mene z ne vem čem. In pol je bilo to zraven naslov, kul mama sita, prste poriva, ne vem, mislim, tak glup naslov in potem Bog ne daj, da bi bilo razloženo. Clickbait, ne? Tako. In potem je bilo tudi, in on ne da je bral, on je prebral naslov in pol je še pred komentarje. Aha. In to je najbolj grozen. Ampak se mi zdi, da sem z leti mu že pač dokazala, da je to skrajno primitivno od ljudi, ki to počnejo in da pač nima neke veljave. In ja, nisem se nikoli poglabljala v teh stvarih, no. Velikokrat mi reče, kaj da ni primerno, absolutno mi reče, izrazi mnenje. Kavbojke strgane, pa da se to pač ne nos, pa da ko sem pač stara, ko se obnašam. Ampak glej, tako, ka zame ni njegovo obnašanje primerno, ga sprejemam tazga, kaj je.
Koliko jaz njemu, me sprejema tako, kot sem. Ja, moramo se zavedati, da smo posamezniki s svojimi željami in Tako potrebami je, in načeli. tako je. In tako, ne. Se pa skozi učim, se pa skozi učim s temi odnosi. Tako da Ja, Jaz skozi včasih starši res pozabijo, pač, da tudi otrok je samo svoja oseba in ne moreš ga naštelati kot ljudko, tako, kot bi ti želel. Pač odrasli smo. A veš, odraščamo. In to je po mojem je to težko sprejeti, absolutno. Vse ne vem, kako bo meni, že jaz zdaj vidim, ampak glih iz tega vidika probavam dajati svobodo in se zavedam, da ona dva nista moja last, ampak sta tukaj zato, da jih jaz nekako probam izoblikovati do določene mere, sama se boste itak naredila, in da potem otroci so zato, da grejo. Ja, res je. Oni pač grejo. Kolikor je to težko, bojo pač šli in je prav. Odletijo, ampak to tako more biti. Ja. Mi je enkrat rekel, da oni grejo dol, mi gremo dol, oni grejo pa gor. In sem bila tako, v bistvu res. Ja. Ampak to je pomemben. Ampak pač tako ne smemo na se pozabiti in tako, pač to je vse še nekaj, kar si ti želiš. Ampak še vedno ima super odnos midva in to tako je, recimo, jaz si naročim recimo prek Volta, kaj zdaj sem pač v Domžalah tam, kjer ne vozijo do moje lokacije in pol naročim kaj prek Volta od vas, recimo, in pripeljejo k njemu na naslov, in pol je vedno tako, daj ta mala, Kao, tako je pa se malo hecava in se zabavava, Še vedno sem ta mala, vedno bom ta mala, ampak pač me sprejema, Ja. Kolikor res mogoče mislim, da me ne, pa v bistvu me. Ja. Vse te moje fore, Ker spet ve, da sem dober človek, da nočem nič slabega nobenemu in da to je pač ena taka zadeva. Mi smo imeli zelo odprt odnos tudi z mojimi starši. Ja. Tudi jaz, ko sem dobila menstruacijo, sem takoj njih poklicala, da sem jo dobila. Tudi jaz, ko sem imela prvi spolni odnos, sem obema povedala. Pač zelo smo se pogovarjali, vedno smo bili tako, jaz sem vedno lahko povedala vse in to v bistvu hočem tudi za moja otroka, da pač boste lahko izražala se. Ker to na Instagramu, ker ko sem začela s tem, teh pošte, to so bila taka sporočila od otrok, ki ne upajo z mamico ginekologu oziroma ne upajo povedati, da so spolno aktivni. In tudi zaradi tega je vaša stran, vaša platforma, vse to zelo pomembno, da dobijo vsaj neke informacije, če jih že drugi ne morejo. Ja. No, vse to je to, ko se dosti ljudi tega ne zaveda, ker ne vidi širše slike. Pa prihaja do določenih stvari, da ne vejo, kako se otrok naredi in tako. Pač ne bom to karikiram zdaj, ampak pač ne vidijo na širok, da pač ni samo tleo seks igračke, pa to ni vulgarno, ni prostaško, pač to je nek užitek, ampak vse te vsebine so namenjene temu, da se pač širi znanje. Tako je. Tako da hodila sem te vprašati, ti si omenila to gostilno. Okay. Zdaj te ne bom nič tazga, ampak kako je tebe bilo? Pa še videla sta dosti odprto si bila tam všeč, ker to je edina gostilna išče šefa, ki sem jo jaz gledala in iz tam te jaz poznam. A res? To nisem kako povedala. Jaz nič drugega ne vem, kar si ti imela tako, vem pač pol, ko so se spoznale, pa itak greš malo tako pogledat pa to, ampak jaz za tebe pa za Janja vem od tam in samo izključno vaju sem si zapomnila. Aha. Tako da pač ker sta mi bila taka. Mislim, glede na to, kaj sva naredila, ti kar težko si ne zapomniti. Ne, ampak tudi taka sta bila, ne vem, najbolj markantna tako. Ja, mislim, roko na srce, po mojem se je čutila energija najna. Zaradi tega, ker jaz sem zelo tako, jaz tudi nisem govorila o svoji vezi, o prejšnji, jaz nisem zaradi tega, ker sem imela nekak prepoved, ker moj bivši partner, mu je bilo zelo težko, pa so bile določene stvari, ki jih Ben nikoli ni vedel in je bilo tudi meni z tega vidika težko, ker so mene pač označili za ne vem kaj, brez da bi vedelo zadje. Ampak pustimo to. Jaz sem takrat Janja, ko sem spoznala, on je meni to že takrat v štartu eno tako veliko šolo iz vidika leta, to, kar je bilo, da je pusti, ne vleč tega, ker si boš samo ne vem kaj nakopala, da je začniva, štartava in to je to. Ampak je moj oče takrat rekel, se prav spomnim, zdaj ali se je ona toliko zaljubila, da res se ne more kontrolirati, ali pa jaz ne vem, kaj je z njo narobe. Ampak ona se je mogla res in je res. Jaz sem tako racionalen človek. Jaz, ko sem šla v gostilno, jaz sem bila mene ne bo Ben. Jaz sem fokus, jaz sem en dan pozabila, da so kamere, jaz bom to skoncentrirana vse, ker sem res tak človek. In pa sem videla njega. V trenutku, ko sem ga gledala, je bilo prav tako, res. Mene je odpeljal, mene je tako odpeljal. Takrat me je pa res, jaz ki tazga, pač, a veš, kaj reče ljubezen, je pa to, pač, to res obstaja. In pri njemu to je bilo in to se mi je zgodilo. In mene je čist zamegljiv, se mi je razum, mene je vodil srce in jaz sem dobesedno
Lej. To je tisto, kar se reče, da ti nekdo zadiši. Zelo mi je zadišal, še zdaj mi diši. Še zdaj mi diši. Ja. Ne, res, ful zanimiva zgodba je s to gostilno. Kolikor je bilo težko, ampak tudi takrat sem nekako orala ledino. Ne? Že takrat sem se začela s to svojo potjo, nekako sem se mogla dokazovati vsem, v bistvu, celi Sloveniji. Ampak to je pot, ki sem si jo zbrala in tega se zavedam. Tako da mi je jasno, da sem na tapeti in ko si me prej vprašala, če me prizadanejo negativni komentarji, seveda, da me. Nisem robot, ampak vem, da sem se za to pot odločila in da sem na izvoli, kar pomeni, da moram kasirati. Ampak je pa zdaj odvisno od mene, ali bom to nekako znala sprocesirati, ali bom pač Dosti ljudi ne gre, jaz sem opazila, da dosti ljudi ne gre s takim zavedanjem v to, ne dajo določene stvari na internet in čakajo to, prava, pride, super si, ne pa une druge stvari. Če jim kdo kaj reče, vsi ste grdi, ne vem kva, to moraš vzeti v zakup, noben te ne bo. Je pa res, da bi pa pač meni bilo ful fajn, če bi človek pač pred svojim pragom pometil. To bi bilo meni super. A ne, ker takrat, ko je bilo to, ko se je pač zgodilo to z Janjem, kar se je zgodilo, so bili vsi pametni. Kakšna si ti? Ne, di smela tam to, pa to, pa to. Kva si ti vedel, kva sem je smela? Pa lahko, da bi mene ne vem, kva on delo z mama, ne? Pa ben ni vedel. Ampak hočem reči, kdo si ti, ka me sploh ne poznaš, da boš vedel, kaj sem imela, ne? Ali pa imajo potem doma, so pa oni tisti, ka varajo, pa ne kva delajo, ampak so pa pametni pa drugim, ne? Tako da, veš, zanč mi je dala ena ful dober primer, ko sem šla v neki v hrib, ker jaz se skozi srčam s temi komentarji. In sem šla v hrib in sem imela musko, slušalke, pa mi ena napiše, si lepo, brez zamere, ampak v hrib se gre brez muske, zato da se sliši naravo. In potem sem pisala brez zamere, ampak meni pa paše muska poslušati, pač meni to ful paše. Ne biti jezna, ampak na delavnici so mi rekli to pa to. In potem sem bila stisne, na delavnici, na vsaki delavnici bi mogli reči, človek naj dela to, kar paše njemu in naj se pač ne ozira in obada z drugimi. A veš, če se človek ukvarja sam s sabo, nima cajta za druge. Nima cajta pisati komentarjev. To je res, ja. Pač sorry, tako je. In delaš na sebi in vedno bolj prihajamo to in mi je cool, dobro mi je. Zdaj so dali en članek v, ne vem, Jani se je odpovedal svojim otrokom in ženi. Pač to je bil naslov. In pol gledam, zato ker sem vezala na story, da smo to ležalnikov vzeli, zato da on lahko umiro tankal, ker sem se delala na norca, nekaj z Grkinje. Ampak le, jaz se delam norca, jaz dam vse na Instagram in pol valjda pograbijo in je to tole. Odpovedal se je meni in otrokom. To je bilo to z ležalniki? To je bilo to. Ampak pa so pa komentarji. Mislim, jaz nisem videla tega, ampak Ne, to je tako. To je tako. To je smešen, to je tako smešen, da meni je absurdno, le. Meni pač smešen. Ampak najbolj smešen mi je to, ka meni ljudje to pošiljajo iz vidika, kaj so naredili, Boga. Ojoj. Meni je čisto v redu, tako kam je. Pač nisem Boga. Super se imam. Nisi. Ja. No, jaz te nisem obsojala, ker sem ti videla, jaz sem bila tako, sta si pa že všeč, ona dva živeta. Sej to je bilo tako, veš, si imel to pa to. To pa to. Ali je bilo to, ali je bilo pa ono. Ampak najhoj pa to, ko obsojali, so pa tisti, ki so imeli največ za pomest. In vedno je tako, ker jim nastaviš ogledalo. Sej tisti, ki so zadovoljni sami sabo, zakaj bi oni to obsojali? On je zadovoljen sam sabo. Zakaj bi njega motali, da se je ena teja z enim Janijem spečala, če imaš ti pošlihtane zadeve? Zato, ker so se določili za sodnike brez dokazov. Tako je. Videla sta zdaj že zelo dolgo skupaj, koliko časa? 12 let. In kako ohranjata vajno svežino? Z igračkami. A veš kaj je, ne? Jaz ful velikrat razmišljam o nama. Res velikrat razmišljam, zaradi tega, ker se ankoli v bistvu, zanč mi ena kolegica moja rekla, a ti veš, koliko sta vidva uspešen par? V kakšnem smislu? Ne, a ti veš, koliko sta vidva, če tako pogledaš, kaj sta vse naredila iz nule, kako sta naredila, kje sta, in še vedno ti meni govoriš o njemu, kada je, ne vem, en teden nazaj, da si ga spoznala, ker se velikrat pogovarjava, in pol se pogovarja in jaz ne rečem, kako je on hud men, on je zdaj malo shujšo, veš, Jani mene drživa tako, malo se zredi, pa pol malo shujša in pol je meni vedno, ko shujš, pa mi je vedno, wow, noga imam. Tako da to je ful dober. To je ful dober recept, tako da zdaj se bom jaz malo zapustila, da bom pol nazaj in bo pol, ne hecam se. Ne, ful razmišljamo nama, zaradi tega, ker se mi zdi, da sva se res našla dva taka človeka, ki en drugega res podpirava. In se mi zdi to pomemben, kakšnega človeka imaš ti ob sebi, ker te lahko ali či zamori, pa pač upadeš v eno, ne vem, malo rutino, tako recimo, ko sem jaz bila, pa ne bom zdaj, da ne bo slučajno, moj bivši partner, bom zdaj povedala, ka po mojem zdaj, da lahko, ka si je tudi on ustvaril družino in je predelal vse te stvari,
je bil super fant, kar se tiče, da je imel meriti, pa to, pa vse, pa to. Sam določene stvari so bile, ka midva dejansko nisva več klapala in sva šla vsako svojo smer in tukaj pa Janju je pa to drugače. Tukaj je pa tako, tukaj pa si skozi želiva bližine en drugega. Kljub temu, da delava skupaj, ka se imava polnka, 24/7, trenirava skupaj, vse stvari, ki jih delava, jih rada delava, ne vem, gremo na dopust in se imava tako najboljš. On je tako, ful sem si zapomnila, ko sem šla prvič na morje in sem jaz vozila, končno nimajo izpita in jaz vozam in pred mejo, on meni naštima pasoše, tako, že prej mi jih je naštimo in jaz sem napravno, moj bog, ti si ta prav. A veš, ko sem jaz ista, ali pa ne vem, vrečke v trgovini in je že pakiral in je bil že tok naprej, ful je hiter v mišljenju, ful je brihtan, ful je inteligenten, lep itak sploh le, meni osebno ful. Ampak tako res je človek, pa tudi oče tak je, ne, to je, a veš, in pri njemu je vedno tako, oba dva ful delava na sebi, oba dva se poslušava in to se mi zdi ful pomemben, ker tudi imam sijo zdaj, ko ima odnose, pa to pa potem razlagam od prijateljev, pa od tega, ne, da kako je v bistvu odnos vzdrževati težko. Kako je to, se je treba pogovarjati, pa prilagajati, pa to, pa on, pa tret. Ampak se mi zdi, da tukaj, ko imaš res enega, ki te podpira in te v bistvu gor drži in ti lahko zaradi njega letiš, tako kot mogoče on zaradi mene, a ne, se pač podpirava na ta pravih področjih in mi je glih kolegica rekla, včeraj, ko so bilo hribo ali prečem, že rekla, ti veš, kakšno srečo imaš. Tako, ti veš, jaz svaju progledam, jaz te prav zaljubljena. Videla se prav tako, ka svaki, pač, ja. Sta res življenjska partnerja. Res želiva biti skupaj, res je ono, pač res nama je cilj, ne, upajmo, pač se postarati in ostati skupaj, ja, res ni ono, da zdaj pa kadar, a veš, vse te probleme, ki jih rešujeva sproti, jih probava predelati, ni tako, da zdaj pa je problem, zdaj pa, jaz grem, to je to, ampak veš, zakaj delaš in veš, da boš šel nekak, ne, tudi stvari, ki so se zgodile, ko smo imeli napoved, da se bo ločila in ne vem, kaj je bilo, ne, iz strani unga idiota, ampak dobro je, se je zdaj tudi baje poročil, super fajn, ful vesela zanj, če glej, zdaj že govorim o tem, takrat nisem smela. No, ampak takrat je bilo isto to, ne, in potem so njemu neki naprtili, pa so mu pač dobesedno res tako grdo sceno naredili, da, ampak veš, moj Jani je tak, ne, jaz sem rekla, pa noč zanikal, noč povedal, ne, da to ni res, ne, rekel, zakaj? Pa komu moram jaz karkoli dokazati? Ko se jaz vem, pa ti veš, in to je dovolj. A veš, in on je tak učitelj meni, res, jaz sem se od njega že, jaz sem se ful spremenila, no, odkar sem njega dobila, ja, tako, na boljš. Ja, to je ful lepo slišati. Malo sem obnemela. Mislim, saj midva imava tudi, midva so tudi dost stvari, se mi zdi, da z mojim partnerjem poštimala, pač res, kar se tiče komunikacije in tako je vidiš pol, koliko je to res pomembno. Sploh pol, ko otroke dobiš, nekaj je tudi malo več organizacije glede drugih stvari. Pa kako ohranjati svežino, a ne, še kakšni drugi sobi, a ne. To predvidevam, da vama čisto dobro uspeva glede na vse, kar si mi povedala. To je bilo najbolj smešno vprašanje vedno to, ker midva šele zdaj spiva skupaj. Midva se šele zdaj začela, ne bom hvalila dneva pred nočjo, ali kako se reče. A smrči? Ne, otroka sta pa spala, vsak pa eno. A ja? Ja, otroci pač ne bojo mi sami in potem seveda in naj z mamičo si jaz stati, a ne, v glavnem. In pol sva se itak navajala, pol je bilo tako lepo, kaj en mehek, zraven tebe diši, a ne, itak ni panike, pa je pol velik, a ne, pač, ampak ne, hočem reči, pol so vsi vedno, še, ko sem karkoli objavila glede igračke, pa to pa glede tega, kako pa vidva pol sploh seksata. In pol je bilo vedno ono, okej, a seksa se sam po noč, misionarsko, v posli, spalnici, pač ugasnjene lučine. In že takrat je bilo ono, o moj bog, koliko smo res uskogledni. In pa smo začeli te debate malo odpirati. Ne. Mislim, sem videla, da to igračke so že leta naprej, kje moramo mi še vse stvari popedenati, ne. Ja pač, ne vem, po dnev, ki jih ni, ali karkoli, ali tako, ali uno, ali pač se da, ne, če pač hočeš. In ja, to je bilo ful zanimivo, smešno mi je bilo, no. Zdaj pa itak skupaj spiva, tako da. Zdaj imava ugasnjene luči. A pa tako recimo, dost moških se čuti ogrožene iz strani igračk. Ne. On je bil tist, ki mi je kupil to. Ja, mislim tako, ampak pol, ko si začela pol s tem sodelovanjem, mu ni bilo tako, dobro, jaz sem ti eno kupil, kaj si zdaj to prinesla. Prvo igračko, ki sem prinesla, jo je on preštudiral, je pogledal, on, a veš, tehnološko. On je, ne bom zdaj nekaj rekla, ali pa bom, nekaj pol ga bojo še več ženske hotle. On je tako seksualno zelo v redu. Tako pač ne. Tako, res
poskrbi in nima problemov s tem. Recimo, sem imela že tudi zadeve v preteklosti, ko je bil nasproten, ljubosumen, ker sem jaz prste zraven uporabljala svoje in je bil ljubosumen na moje prste, ne. In veš, pač take stvari se dogajajo. Pol dobim pa enega Janija, ne, ki je pa pripravil vse, odprt, veš, akcija. Za navigacijo. Za vse. Lepot je pa kar, in je ful dober, ker jaz sem kozorog. Ja? Mislim, ne, zakaj sem povedala, sem kozorog, ampak tipično je za kozoroge, no, tako bom rekla. Aha, okay. Da smo ful tradicionalni, družina, to, vse to popedeno, seksualno smo pa baje zelo zavrti, baje, da smo zelo zavrti. In moram reči, da do Janja sem kar bila, se mi zdi. Pa sem pa z Janjem ugotovila, da pa nisem le toliko zavrta, ampak da rabim te pravo usmeritev, ne? Usmerjanje. Odpiranje, je usmerjanje in on je, kar se tega tiče, top. Res, sprejemanja, ne ljubosumen biti, ful dobro. Ja. Ja. Ja, sorry. Sem ga prehvalila, svet, vedno kamorkoli grem, ga čisto reče prehvalim. Ampak le, tako je. Se zagotovo tudi on tebe. Ja. Sem te hodila vprašati, ti si zdaj že toliko igračk spromovirala, kire bi rekla, da so top 3 ti? Ker prvo vem, da ena izmed teh top 3 Je Lelo. Je Lelo, Sola. Definitivno. Ja. Pol je samorok mi zelo všeč. Aha, Samorogac, rumenga imam. Ta rumenga, ja, ta je dela kar. takole. Ja. Ta je mi je kar. Jaz nimam nobenega. Še. Bom jaz pogledala svoje, bom napisala šefom, kjer ti priporočam. Kul imam si ta favoriti. Tako je. Meni so zelo všeč, kako nimam tako, da bi rekla, ok, zdaj ta je pa top, ampak zelo všeč, tako, to sem se tudi naučila vse, kar sem sodelovala z vami, ne, kar ste mi razlagali, da pač so vaginalni tipi, pa zunani, ne, klitoralni, pa to, ne, in jaz sem bolj klitoralni tip igračk. To sem ugotovila. No, to sem ugotovila, ne, ker naprimer Lelo Enigma, ne, Ja. je zame prehuda. Ja. Je zame prehuda, pač premočna, da dam to jaz noter in vse je meni to ne shendlam. Pomaš pa razne te palčke lepe, recimo, meni so ful fajn te palčke, ker je pač vibracija na koncu tega, da jaz lahko to glih med spolnostjo uporabljam, recimo, z Janjem. Te klasične, ne vem, kva so tudi, ful jih je, no, te, vem, da imam eno leopardijo, pa pol imam eno vijolično, recimo, eno mi je najboljša iz koledarja adventnega. Ja. Adventni koledar ima top igračke. A je zelena, taka sploščata? Vijolična. Vijolična. Aha, pa je tako malo zakrivljena. Ja, tista kao za G-spot. No, jaz jo uporabljam drugje. Ja, se je fajn, zato ker če jo ljubko Pride daš, zraven, pride tako, zraven. Ja, tista je fajn. Ampak zelo veliki igrački z adventnega koledarja je zelo dobrih. Ja, to je res. Ja, tako glede na ceno bi človek rekel, pišu, kar ne bo, ne, ampak se splača to pač investirati tisti takrat. Drugač pa ja, po mojem si, če bi mi zdaj, recimo, da bi pogledala svoj bi zihar še kakšen izstopu. Te razni, na foro to, da je pač ta klitoralni del stimuliran in to je to. Mogoče kakšen rebit, čeprav se pravim, to je meni že preveč. A, da je oboje hkrati, ti je too much. Pa ni, odvisno, ko sem razpoložena. Ja? Ja, ker to mi je tudi Lucija meni naforala na une tamale, te, ki je v bistvu palčka pa krogac na koncu. Aha, ja, to je Ko so ful močni. Ja, vem, ker je en je Senzi, en je pa od Satisfyerja. In ga vijoličan ga imam. Vijoličan. Ja. Aha, možno. Tu dober, Ja. ampak je kar močno. In Ja, pol moram ja. biti zelo v tem modu. In pol je ona meni povedala, ne, ti moraš to tako, da te že doživiš vrhunc in greš šele pol. In me pač tudi čist, ona je tudi zakladnica vseh teh nasvetov, tako kot ti, tudi si nekaj par krepkih dala. Tako da viš, to je bila tudi motivacija. Ja, ful mešano, no, kjer igračke so, tako malo menam, veš. Ja. Nisem skozi In klasika. se ne naveličaš, bi rekla, tako, ko smo, Ne. a bi to si tako... Ne. Ja, ne, Tudi tu Snail je ful dober, se spomnim. On je bil tudi dober, pa je naprimer Ja. za not. Ti Ja. so tudi dober. Zdaj Jaz sem imela ta novega. Ja? Jaz sem imela najprej Zdaj za so prvega, trije. pa še drugega. A ja? Ja, čak, še en je, ti bom Aha. pokazala, pa ja, Boš pokazala. tak bolj summer travel, Aha. le se je tam, le se ga pa bolj pogledali. Ful je luštkan, manjši je, ja. A res? Ja. No, luštkan vidiš. Boš Ne, se pravim, recenzijo naredila od vseh treh Excel. Kjer je najboljši? Ja, Ja. prednosti, slabosti, ja, veš. Tako da ja. Mislim, da smo kar vse obdelali. A sva, a ne? Sva, ja. Se mi dva kar hitro obdelava. Mi dve dobro. Oh my god, to bo ona, veš, punchline, Ja. to bo clickbait. Ja. Mi dve dobro obdelava, Ja. češ ta glas mora narediti. Da, ne, Zapeljiv. zapeljiv. Ja. Je hudono. Te obdelujemo z žensko in tako, a ne bo še na koncu še en clickbait. Kar ne bo. Kar ne bo. Ker mi dve veva, kako je. Kako obdelati? Kako mi dve to veva. Oh. Okay.
Ja, mislim, da so vse pokrili. To je bilo meni najbolj zanimivo, recimo, kako so se ti ljudje, kako se je pač javnost odzvala na to. In da si bila ena izmed prvih, ne vem, bi še kdo takrat, se ne spomnim. Je bil, ne, od punc, mislim, da sem več prva. Mislim, da si bila ti, ja. Tako da, ja, pač meni je bilo ful zanimivo, ker jaz sem nekaj delala in tako, ne, recimo, eno promocijo za eno stvar, izven svetu užitka, v glavnem, ampak ljudje znajo biti zelo nesramni. Ne? Sploh so kakšne platforme, kjer so bolj, pa so kakšne, kjer je manj. Mislim, da na Instagramu je vse malo bolj prijazno, no? Kakor kje. Ampak ja, meni je bilo zelo hudo, ker je v bistvu moja mami videla pol te komentarje. Šli se za moje piercinge, pač meni vsem, kaj si drugi mislijo, jaz piercinge nosim že skoraj 20 let, malo manj, 17 let. In pač meni osebno je vseeno, ampak pol, ko te starš kliče, pa joj, Moni, a si videla, pa meni je pa hudo, pa se skoro mami vseeno, jaz niti ne gledam teh stvari in tako, ne, se so to bolj pobrisali, nekaj sem imela, ampak tako, ljudje sploh ne pomislijo. Veš, to je ful zanimivo, recimo, tudi ko je gostilna, ne, 12 let nazaj, ko se je začela, pa je bil Bine Volčič, pa je bil potetoviran, pa to, veš, najprej je bil kuhar je veljal za včasih, ne, tudi Jani je meni govoril, ne, a veš, ko si ti tudi kje kuhal, pa to, pa si mogel prelepati uhane. Mislim, jaz jih iz McDonald'sa spomnim, ko so bili zalepljeni. Pa je bilo to polepljeno, pa uno, pa rokave dolge, pa boh ne dej se kaj videti, pa to, ne, pa se, a veš, se pa malo stvari spreminjajo, ne. Jaz vedno govorim, da ne smeš soditi človeka, sploh ne, tako kot knjige po platnici, ne, da važna je vsebina. Lahko je človek, ki meni govorijo, ne, joj, ti pa kovnaš, nekako pa to zgleda, ne, ko te otroci gledajo. Ne. In potem je vedno moj odgovor, jaz sem poštena, dobra, nič nočem, ampak kdaj mi pa kakšna uide, zaradi tega, ker ni niti mišljena. Ampak ni mišljena, da je to zdaj komu, da mu jaz pa zdaj jebem mater, ne. Ampak jebem mater, kakorkoli, ne. Pač, a veš, to so besede. Ampak pa je lahko pa en, ki je pa najbolj gnil, pa se bo delo ne vem kakšnega uglajenega, ne vem kva, pa je lahko v ozadju čist nekaj drugega. In to je meni tako banalno, da se kdo še obtika, pa da se zdaj pa enačijo piercingi, pa tetovaže. Naprimer za Janija, še to povem, on je bil tudi naj pa imel pers, pa to. Ti si tudi imela? Jaz sem tudi imela. Jaz sem imela klepe, jaz sem imela to spodaj. No, jaz sem imela posod. Na popku, pa na nosu. Ne, res sem imela. Takrat mene je oprali, takrat, ko sem z Janijem. Pa tudi pol sem malo tetovirala, pa to oprali. Pač všeč mi je bilo. Se mi zdi, da sem končno, a veš, se lahko zadihala, da me je on res sprejemal tako, kot sem. Da sem pač bila jaz. Ampak hočem reči, da on, ki je bil pač potetoviran, pa vas tak pa to, njega so označili za umazanga. Jaz, ko sem prišla ven pred njem, ko sem brala te komentarje, kako je on umazan, pa kadi, pa na čike hod, kako je on svinski. Ja, on je ful umazan, pa ti njegovi prsti, pa kadi tam ozadaj. On je najbolj čist človek na svetu. Kar se tiče... To pa vem, ko gledam, kako on svojo kuhno in on, kako že ne gre spat, dokler ni vse na svojem mestu. Ja, on ima OCD. Ampak on je tudi tako, recimo, ko ima mizonplast, pa ko si on, meni je ful fajn, pa ko si on priprav za kuhati, pa kako si on to priprav, kako je on imel v gostilni to. On je bil edini izmed vseh, ki je imel tako pošlihtan, pa je bil pa en, ki je bil kao ljubljenec, je bil pa tak pacek, prav pacek, ki je polenta mu na tla padla, pa je pobral, pa je naprej nesel, pa tako. Ja, lej, pač je bi ga, to se dogaja. Jaz sploh ne jem več v gostilnah, kot kar imam Janija, ki mi je marsikaj povedal, v zelo redkih jem. Ampak hočem reči, da on je imel res to ampak veš, sodili so ga pa tako kao, ne. Zdaj pa ti, ki si pa potetoviran, pa tamle kadiš pa to, vedno si je roke umil, vsem je pomagal. Najboljši je bil, ampak je bil pa on kao en, kvaj to en frajer z očali, sončnimi hod, ga je Angelca označila za ne vem kva, ne. Pač bil je pa tako najbolj prijazen. Ja, tega sem nikoli pozabila. Jaz sem tega nikoli pozabila, zato ker me je toliko spluvala pred vsemi in pol veš, da starši neko spoštujejo, neko žensko mnenje, ne, še posebej ona ravnateljica, pa nekaj pa tralala, pa to ne. In me spluvala, vedno sem imela z njo, vedno. Pa sem pa enkrat predavala na ekonomski fakulteti, nekaj pa je ona bila, pa prišla k meni, pa mi dala roko, pa sem jo opravičila. Ja, da se je zmotila, ker je pač tako, da je hudo, ampak se veste, to je bil šov, je rekla. Ampak veš, in to je spet ena stvar, ki vam ben ne ve. Kam ben ne ve teh stvari. In a veš, vsi ljudje mislijo, da te poznajo, ko te vidijo, ne vem, 10 minut na Instagramu ali kakorkoli. Poznajo me samo moj krog, dober. Ne vem, jaz sem bila zmersko tudi za ljudi, ki jih pač, ne vem, spremljam, pa jih pol
če imam priložnost jih spoznati, a ne, jaz imam v glavi zmer, ok, s to osebo vidim tako, ampak vidim jih samo prek storjev, jaz ne vem, kakšna oseba je to v resnici, a ne. Pri tebi mi je bilo ful fajn, ko pač si taka, ka si in si ful fajn, pač res te je ful fajn. Zato sem prišla, ker če ne bi prišla. Ne, ampak hočem reči, ja, pač zmer moraš pustiti si odprto možnost. Tudi če nekdo nekaj naredi, kar te, ne vem, gledaš tiste whatever storije, to se zdaj ful ljubi, ne pač storije gor, storije dol, ampak gledaš pa si tako, kvaj pa ta naredil, ampak vedno si moraš en okenček pustiti odprt, tudi če je čist majhen, mogoče pa ni vse tako, Ana. Ja, res je to. Eni pa pač tega nimajo, a ne, ljudem manjka samozavedanje, samorefleksija in teh stvari. In ne moramo pričakovati od vseh, da bojo to imeli, ne, zato je pa pač... Meni enkrat ena fulga rekla, eni so tukaj, ampak oboji imajo prav, ker oboji imajo svoj prav. Oni bojo verjeli v svoj prav, ti boš verjel v svoj prav. Kar pomeni, da to tako je in ti ne moreš zdaj njih prepričati v drugo, če oni pač verjamejo v svoj prav. In to je res. Ti lahko vplivaš na se pa na svoje bližnje, Tako je. v smislu pač, a ne vplivaš. Neko si ti sam. Tako. Ja. Zdaj smo še pa v zdaj, no in zdaj se pridružite Seks pisarni, gre v duhovnost z Moniko Tejo. Mislim, da je to cajt, da greva, a ne? Ja, Po mojem. ne, jaz mislim, da smo itak vse pokrili, Cool. imaš kakšen nasvet za naše poslušalce? Odprite svoje srce in oči in pejte malo vsebine ščekirati od Svetožitka, ko boste marsikaj novega zvedeli, verjemte, uporabnega. Hvala. Pero, Si začela odprite svoje in jaz sem bila že, Pa si pa zelo lepo šla, pa sem bila tako, kako imam jaz. Koliko imaš ti clickbaitov? Ja, tako ja. Ja, Okej. odprite se. Jaz bi se ti ful zahvalila, da si prišla, ker vem, da imaš ti ful stvari v življenju in družino in biznis in vse. Tako da hvala, da si veseljem vzela ta čas. Hvala tebi, ker si me povabila. Čau, se vidimo! Bye, bye.